Tako da je bilo res kar malo delo. V bistvu 2 žena smo tudi službe pustila, pa oba smo imela dobre službe, pa 2 malo otroka, pa tako, je bilo kar, no, tako ko za nazaj pogledam, sem bila kar pogumna. In če se nekaj ne naredi, se opozoriš, da je tole ni v redu, dajmo tole naslednjič boljš, in če naslednjič boljš, zakaj bi jaz kričal, ne? Mislim, ni razloga. Ja, to je tako, mislim, da načeloma tudi vedno največ ob mizi zmenimo, no. Vse vemo, kako je tako, ne? Pa so pa telefoni, polne obveznosti, pa šola, pa vse skupaj. Pri mizi pa telefonov ni, a ne? Tako načeloma ni telefonov in potem se pri mizi lahko največ zmeniš, ne? Danes ob skodelici kave gostim šefa Marka Pavčnika. Lepo pozdravljen. Dober dan, tudi tebi. Lepo, da sva se ujela, da sva iz Celja prišla v Ljubljano. Zelo na hitro smo se zamenjali. Ja, mogoče bi pa lahko, veš, nisma prej razmišljala, posnela kar nekje pri tebi ali v Pavosu ali v Laluju. V gostilni je vedno top. Ja, ja, pa kava pa to, a ne? Bi mogoče celo kavico spil z mano, ne? Ker zdaj smo malce prepozno, si svoje že popil. Ja, pa drugič kaj drugega. Ja, ker sva že malce klepetala, en mini podcast v bistvu že naredila o tvojih restauraciji in bistroju. Zelo lepo estetsko, ne? In zato sem zdaj takoj pomislila, ja, pa bi lahko res tam kaj snemala, ne? Mislim, da je kar primeren prostor, ja. Tako pač, meni je tako zelo pomembna, kako stvari izgledajo, ne? Se pravi, dostakrat postavim estetiko in lepoto pred praktičnost. Ne? To je tako, recimo žena smo tako čist različna pri teh stvarih, ne so všeč praktične stvari, imam pa lepe stvari. Tako da imamo pa tudi avtomobile tako razdeljene, ene praktične, ene lep in tako generalno gledano, jaz skrbim za to, kva je lepo. A ni to malo netradicionalno, da bi prej rekli, da bi ženska hotela, da je lepo, ti pa funkcionalno? Ja, mogoče res, ampak pri nas je obratno. No? Tako pač res je prav zanimivo, tako vedno ko debatiramo o teh stvarih, meni je tako res noro. Res mi je pomemben, da je lepo. A ne? Tako lahko tudi spregledam kako praktičnost, da je malo manjša stvar, da ni tako, če pa lepa vse od teh. In to si prenesel tudi v svoje prostore, a ne? Ja, se trudim. V bistvu se trudim, da prenesem karkoli počnem. V bistvu je tako, kjer delaš je zelo pomemben, da je lepo. Ne? Jaz v svoji karieri, kakorkoli sem delal na različnih prostorih, v lepših in malo manj lepših lokacijah. In z leti sem ugotovil, da v bistvu da mi je ekstremno pomemben, da prijem na lepo lokacijo, kjer lahko delam. Kljub temu, da sem v kuhinji, kar ni nič tako lepega, pač kuhna se vemo, inox ploščice ni. Ampak ko priješ, jaz prijem vsak dan, ko prijem, ali v Celje, v mesto, v centru mi je noro lepo in v Laškem na gradu pa itak je pa pač sredi narave grad in tako. In tako začneš lepo, tako fajn je. Tako da meni je to noro pomembno. Tako da si verjetno to vizijo potem tudi pri sebi, da boš to nudil svojim gostom. Tudi všeč mi je, ja, če krožniki lepo izgledajo, ne? Tako pač ni mi tako neki napetat gor, ne? Dajmo zlož, da bo ok izgleda, ne? Pač, s tem tudi pokažeš odnos do stvari, ne? Tako se mi zdi, ne? In do stvari, in do hrane, in do vsega pokažeš malo odnosa, da ti je mar, in tudi ta odnos dobiš potem nazaj. Sem se pa zdaj spomnila, ko si rekel, kuhinja ni nič posebnega, mislim, da mi je enako rekel tudi Mojmir, tvoj prijatelj, isto, kuhna ni nič posebnega, pač kuhna je kuhna, tam ne moreš nič narediti. Ne. Kuhna mora biti seveda praktična, ne, se pravi, praktična za uporabo, praktična za čistiti, se pravi prostor, kjer lahko ti ustvariš, kar je v bistvu super, kot platno pri slikarju, se pravi, prazen list papirja je kuhna pri nas, se pravi, noter oprema in prostori, v katerih lahko ustvariš, kar češ. Ja. Zdaj moramo povedati, da torej si bolj lociran v Celju, zdaj imaš svojo restauracijo Pavus in pa bistro Lalu. Kako bi rekel, koga bi povabil v Pavus in koga v Lalu? Kam naj gremo, če iščemo kaj? V bistvu ne koga bi kam, ampak kdaj in kam. A ne, se pravi, če vzamemo naprej Pavus, ki je pač to moja baza, ne, se pravi, tle drugi dom. Začel, moj drugi dom, ja, tako. Zasledila. Moj drugi dom, ja, je v bistvu res moj drugi dom. Včasih več premijem v drugem domu, kot v prvem, ampak pustimo to. Pravi, Pavus je doživetje, a ne, se pravi, imamo svojo zgodbo, imamo svoj ambient, delamo stvari, v katere zares verjamemo, v katere mislim, da smo pripeljali res dost na visok nivo, tako, kot sem si v bistvu želel,
v katerem se lahko jaz delam tisto, kar jaz hočem. Se pravi, mogoče ni glih za vsega pavost, tiskaj je navajen Dunajc, pa tek zrezka tisti nima pri nas, kaj pač ne bo uživo, zaradi tega, ker je pač hrana naša kompleksna, držimo se svoje zgodbe divje hrane, servis, na strežbo damo dosti poudarka, se pravi, ta gostoljubje, da je na visokem nivoju. In ko priješ, da pri nas preživiš 2-3 ure časa, lahko tudi več, seveda, s tem, da nočem, da preveč težimo okrog ljudi, da jih pustimo, da uživajo, skratka pa, da vsak ve, kaj dobo na mizo, odkje je, kako je, zakaj je tako, kot je. Isto je, ne vem, potem z vinsko zgodbo zraven, tako da kako poskušamo narediti eno res dobro vzdušje. Se pravi, obisk restavracije ni nujno potreben. Obisk restavracije greš zato, ker lahko, ne zaradi tega, ker moraš. Seveda na koncu moraš najesti. Mislim, seveda to bistvo vsega, ampak gre za to, da obisk restavracije je nekaj, kar si privoščiš. Medtem ko bistro je pa drugačen. Bistro je pa lahko za na hiter ali pa malo za dlje. Skratka, brez pretirane zgodbe, brez pretiranega, ne vem, časa filozofij, samo dobra hrana, dobra ponudba pijače, hiter, prijazen servis, to je bistvo, da si v lepem ambientu, da se spet fajn počutiš, ampak nič kaj pretencioznega, skratka, preprosta stvar, zmerno kreativno, tudi ni pretirano kreativna kuhna, se pravi, je vpliv Azije, je vpliv Mediterana, slovenski vpliv velik, in to je to, pač tisto, kar je meni všeč, tako kar lahko ješ vsak dan. Kako si izbiral ekipo? Ekipa se formira, se pravi, ekipo zbereš za štart eno, potem pa nekdo je za noter, drug ni za noter. Načeloma v tem trenutku imamo zelo mlado ekipo, moram reči, da v Luluju je tako, v tem trenutku so ženske prevzele vajeti v lokalu in je tako zelo zabaven, zanimivo. Medtem ko v Pavosu imamo pa že tako, kar lahko rečem, stalno ekipo, staro, dolgo smo že skupaj, večina, in funkcioniramo tako, res se mi zdi, da so super, tako, ja. Precej drugačne ekipe so, tako, ja. In zakaj v Luluju tako posebno in zanimivo? Kaj si misliš s tem? Zaradi tega, ker je, se pravi, v kuhinji je v tem trenutku ženska glavna, v strežbi ženska glavna. Ni običajno za ta poklic, da so ženske glavne. Tukaj so pa prevzele vlogo vodilnih in mi je tako super. Ja, ja. Posebna energija. Ja, drugačna, mislim, tako drugače. Definitivno je drugače. Pa tako zdaj, ko se pogovarjamo, kakšna je mladina in tako naprej, in glih na to tematiko, v bistvu ste ženske v tem trenutku postale bolj odločne od večina moških mogoče celo. Se pravi, govorimo generacija 20-30. Tako prav zanimivo je spremljati, ker sem tudi dosti vajencev in tako naprej. In vidim, kakšne pride ženske, pa kakšne pride fantje. Ja, lahko primerjaš. Je pa tudi od tebe odvisno, da si dal priložnost, da si sprejel z odprtimi rokami, pa zdaj mladi, ne? Jaz tako, priložnost vsakmu, ne glede na spol, kako zgleda, kakšne barve kože ima, mene vseeno. Mene je važno, da funkcioniramo. Se pravi, da ve, zakaj je pri meni, da jaz vem, zakaj smo skupaj in če je to, jaz nimam nobenih težav s tem, z spolom, z raso, z ničemer. Se mislim, da sem tudi prebrala, da ti je res ekipa zelo, zelo, zelo pomembna. Da je to vse, da veš, da je to glavni temelj. Mislim, zdaj predstavljaš, da priješ v lokalu, v katerem je slabe volja natakar, kuhar, kako boš to tam počutil? Ne vrneš se. Ne vrneš se, ni nobene kemije, ni nobene energije. Zgodi se, da je slab dan, pač ne rečem, tudi mi nismo popolni, moja ekipa ni popolna, jaz nisem popoln, se zgodi, da ima lahko kdo, ampak se res trudimo tako, ta prijaznost, ta gostoljubje, da ga začutiš, da je v redu, to je najbolj pomembna stvar. V bistvu vse prvi stik je tako, mislim, počutje v gostilni, ni samo hrana. Tako da to je to, ja. A si bil kdaj v kakšni restavraciji, kjer ti je nekaj šlo ful na živce, tako da si rekel, tega pa pri nas ne bo? Ja, veliko je takih. Kaj pa, na primer? Pa ne, se ne gre za to, pač recimo, tako smo že rekla, kam je všeč, če mi je lepo ali pa ne. Pač to je stvar okusa, pač ni mi všeč, če je hladen prostor, brez kakršne koli energije, neke ploščice, neke brezvezne mize, neke brezvezne stvari. Mislim, seveda je tega dosta, ampak tega tudi nikoli ne komentiram, da ne pomote, jaz nikoli ne komentiram v gostilno, ko prijem, potem seveda mi gre na živce nedobra hrana,
Potem seveda pijača ne prav postrežena, če mi prinese nekdo pač, ne vem, naročim penino šampanjec, pa je brez mehurčka. Pač to ni ok mi. Ja. Ampak običajno ne komentiram tega. Ja. Če res ni nekaj tako, samo do zdaj se 2-krat v življenju zgodilo, da sem enkrat sem povedal komentar, enkrat sem pa zavrnil hrano. Pa nič več, to je to. Aha. Pa sem dosti v gostilnah. Aha, greš tudi. Ja, Torej. seveda, z veseljem. Mi smo taki gostilniški ljudje, vedno, ja. Ja, tako. To nam je včasih, ko sta otroka, ko smo še ful hodili na izlete, vedno zbirali, v bistvu, kam smo šli na izlet, je bilo v bistvu prva stvar, kam bomo šli jesti, pa smo pa zbrali, kva bomo še druga pogledali. Ja. Pa ste vsi v družini takšni, ne? Se vem, da z ženo Katjo sicer delata skupaj. Ja. Tudi potujemo na podlagi hrane, ne? Se pravi, nikoli ne zbiramo, nikoli ne gremo na dopust v državo, kjer ima za nič hrano. Pač ni, to je, se pravi, Azija itak zmagovalna, ne? Potem, ne vem, Italija in tako naprej, vedno zbiramo na podlagi tega, kakšna je hrana tam. Ja, naš svet se vrti okrog hrane. Ja. Ja, bi rekla. No, vse je logično, se živimo od njega in tako naprej. Tako da, ja. Ja. Nam je to pomembno, to je life, se pravi, pač mi živimo s tem, pač to je tako pač način življenja. Frenda imamo večina iz gostinstva. Ja, pač to je naš svet. Ja, to je naš svet. Kako sta pa otroka upletena na to, glede hrane, mislim, tudi že prepoznata, to je dobro narejeno, kakšne te tehnike, kaj kuhata. Ko sta bila manjša, sta več, zdaj bolj malo kuhata. V tem trenutku, ja, tako gostilna rada hota, dobro rada jeta, to je ok, vse ostalo pa se trenutno nakaže, da bi karkoli, da bi delalo naprej v tem. No. Ja. Ampak bomo videli, nikoli se ne ve. Ja. In sicer ti si že v 6. razredu vedel, da boš kuhar in od takrat si delal na tem. Ja, tako se pravi, ko si star, ne vem, 10, 11, 12 let, kaj pa sem. Te ljudje sprašujejo, kaj bi počel, in pač vedno je prišlo do tega, da jaz bi pa mogoče kuhal, ne, pač ni bilo ono, jaz čem biti kuhar. Ampak tako, karkoli sem začel v drugi stvari razmišljati, vedno sem prišel nazaj do tega, da bi to bil, ne. Nekaj, on so šolci šel tja, pa mogoče, ne, na koncu sem zmeraj pač prišel do tega, ne, bom jaz kar za kuhar šel. Tako je bilo, ja. Ja. In pa sem šel na gostinsko šolo in to je to. Palo mes, mi ni bilo najboljše, ko sem imel slabo službo. Si naredil izpit za tovornjak? Tako, evo, že veš to, ne? Ja. Ampak potem se je obrnil in od takrat naprej nisem nikoli pomislil, da bi karkoli drugega počel. Ampak zakaj za tovornjak si mislil, da na cesti bo pa fajn? Pa ne vem, mislim tako več, ne vem zakaj, pač tako se mi zdelo fino, če bi jaz to imel spit za tovornjaka. Jaz rad vozim, tako pač mi grede, se pravi, všeč so mi stvari, ki ropotajo, ki se vozijo, karkoli se vozi, je meni fajn, ne? Ali je to motor, ali je to avto, ali je to, ne vem, karkoli, to je meni, to je ena taka strast, recimo. In ne vem, zakaj sem to, nikoli ga nisem pelal po tistem, nikoli. Naredil pa si vse? Ja, naredil pa sem, ja, tako. Okay. Tako da, ja, ne vem zakaj, pač ideja, pa si star 18, imaš ful idej, ja. Bi lahko še. Ampak evo sem se vrnil v kuhno. Oziroma se nisem nikoli ven šel iz kuhne. No. Ja. Pa tudi to sem prebrala, mi je bilo ful tak simpatično, da v bistvu tam, kjer si začel, si še danes, ne, nagrada. Ja, ta pa ful zanimiva. Ta je tako res neverjetno zanimiva. Nikoli si nisem mislil, niti želel imeti takšno restauracijo, kot imam zdaj. Tako, pač. Mislim, ni bila moja osnovna ideja, da bi imel fine dining restauracijo za zvezdico, ampak potem so se stvari tako poklopile, v bistvu ta grad je veljal kot kar taka zelo neuspešna lokacija. Ne? Se pravi, tle gor se je cel kup najemnikov menjal, jaz sem bil kot vajenc gor, in potem se je cel kup najemnikov gor menjal, pa nobenemu ni uspel niti preživeti gor, kaj šele, da bi delal na dolgi rok, se pravi, to se menjava na pol leta, 2, si ni važen, niti ni pomemben. In potem so mi gor prišli in je tako zelo skeptičnih je bilo večina ljudi, ne? Tako res skeptičnih, pa še v bistvu v vrhu gospodarske krize leta 2011, tako da je bilo res kar malo del, v bistvu oba žena smo tudi službe pustila, pa oba smo imela dobre službe, pa 2 malo otroka, pa tako je bilo kar, no, tako ko nazaj pogledam, so bila kar pogumna. Sam je šlo, evo, ja. Sej reče, da ko si enkrat v tem, pa gre. Ja, moraš pač skočiti v mrzlo vodo in pač greš, fajtaš in to je to. Ja, je bilo pa težko. Zelo. Ampak je pa verjetno dobro pogledati zdaj za nazaj, le kaj smo ustvarili, wow, uspelje. Ja, mislim, kar se mene tiče, super, ja. Mislim, tako več jaz moram priznati, da
da je tiste cilje, ki sem imel v življenju, tako, ko si rečeš, ok, to bi jaz imel, v bistvu sem zdaj pri tem. No. Moram reči, da se v tem trenutku počutim zelo zadovoljnega iz tega vidika. Da vse, kar sem si v življenju želel ustvariti, narediti in imeti, imam. Jaz sem prebrala ful intervjujev, ki si jih dal, ker je to seveda moja novinarska analiza, ne? In jaz sem prav uživala v odgovorih, ki si jih dajal in zdaj ful vem nekaj tvojih izjav, da si zelo mlad postal torej glavni šef, kuhar in da potem, ko si dobil ženo, si pa tudi kar na hitro mogel otroke narediti. Tako je, ja. Teda je res šlo vse zelo hitro. Ja, vse, pač jaz sem tega načela, da pač treba stvari početi. Mislim, včasih je tako, kad zelo dolgo razmišljaš, potem te mine, ne? Ker vedno so slabe, vedno so plusi, vedno so minusi. In jaz verjamem v to, da vedno sem se tudi posvetoval s kakimi prijatelji, ki jim zaupam, s gostinskimi, lahko rečem, da jih imam dost. Pa greš. Pa greš. Mislim, nisem zagovornik tega, da moraš vse do konca preanalizirati, kako bo, ker itak ne veš. Jaz lahko naredim, jaz naredim poslovni načrt za gostilno, ko smo odprli in zato, da so mi dali denar. Sam, to je bučnica. To način, ti govoriš hipotetično, kako boš imel gostov. Niti en ni zagotovljen. A ne? Tako da pač moraš iti, če ne boš probal, ne boš vedel. In ne moraš vedeti. In v našem poslu je, kot prejš gostilno, ne veš, ali boš imel enega gosta v tistem tednu, ali ga boš imel pa 100. Ne veš. In poslovni načrt je tako bučnica. Ja, ker mora biti. Ja, mora pa biti, ne? Ja. Se je logično, se tudi strinjam z njimi. Tudi vsakmu, ko mladi, ko pride, naredi si poslovni načrt, da boš vedel, koliko imaš stroškov, da ti sploh veš, kakšen prihodek rabiš, da boš nulo delal, ne? Zelo prav, da so, da ne bo zdaj pomote, ne? Ja. Zato, da ti sploh veš, kaj vse te čaka, ker drugače sploh ne bi vedel, koliko stroškov te čaka, da narediš analizo, kaj vse moraš plačati, ker je bistveno več za plačati, ker misliš, da je za plačati. In koliko je sploh za plačo, koliko je za stroške, elektrike, tako naprej. Tako da je fino narediti, ampak na koncu, koliko boš imel pa gosta, pa ne veš. Ne? Glavni dejavnik, pa nimaš pojma o njemu. Ne moreš vplivati na njega, ne? Zelo vplivaš. V bistvu vse vplivaš na njega. Če si dober, jih imaš veliko, če pa na jih pa nimaš veliko. No. Ampak tako, v štartu pa ne veš, noč, tako, prav, ne veš, koliko jih boš imel. In se zgodi, v štartu je bilo tako. So bili dnevi, ko smo delali kanarci in so bili dnevi, ko smo bili sami. Dan, 2, 3 nismo imeli nobenega gosta. To se nam je zgodilo prvo leto. To je depresivno, blazno depresivno. Te zaskrbi, ne? Zelo. Ne moreš brez misli in... Ja. Ampak, evo, pa gre. Moraš biti ustrajen, pa prije vikend, vse podelaš in pa spet. Pa parih letih se pa ustvari konstanta in je v redu. In je fajn. In s čim misliš, da vam je uspelo to konstanto ustvariti? Ali... Samo z delom pa z ekipo, nič drugega. Pač to je to. Vsak, ki prije, mora biti zadovoljen. To je to. Ni nobenega filozofiranja. Pa, se pravi, če boš ti na začetku postavil neko veliko ekipo, pa boš ti nekega šefa igral, nimaš šans nobenih. Sploh v okolju, v katerem smo mi, v katerem ljudje pričakujejo lastnika in tako naprej, in ki skrbiš za vsak cent, kje se bo zapravil, kje se ne bo zapravil, kaj lahko narediš, kje lahko še nekaj dodatno ponudiš za to, da nekdo vzame, da skozi delaš neke researche, kaj lahko še narediš in to je to. Pač če ne daš celega sebe, ni šans. Po mojem. No. A bi lahko sploh utemeljil od vsega tvojega dela, kolikšen del je sploh samo kuhanje? Ker verjamem, da je zraven še ogromno drugih stvari. Zdaj v tem trenutku se procent kuhanja zmanjšuje. Zaradi tega po eni strani, zaradi tega, ker je ekipa fajna, ker jim zaupam, ker znajo, se pravi, kreiranje še vedno imajo, pa tudi produkcija čista jedi je še vedno zelo dosti, sploh odvisno, zdaj, če nismo polni, tako da, če polna restauracija, pa tako naprej, pa se dne potem pa še čisto normalno v tem, ampak se zmanjšuje sploh z 2 lokali, sploh še z ostalimi obveznosti, v JRE-ju smo v upravnem odboru in tako cel kup je še ostalih stvari zraven, ki so tudi zelo pomembne. Tako da procentualno bi težko ocenil zaradi tega, ker je to tako še vedno smo pa znani najbolj pohranjeni, ne? Se pravi, da še vedno najpomembnejšo, ampak zraven je še ful ostalih stvari. Verjamem, to ni samo zdaj tam lepo zgleda, imaš restauracijo, 1001 stvar skrb. A to veliko ljudi izgleda, zaradi tega tudi veliko ljudi odpre gostilne, ki niso gostinci in pa se čudijo, kako to ne gre. Ja. Ne, moraš biti, če si zraven z dušo in srcem in se živiš od tega, potem je to ok. In tudi ekipa potem to začutja. Ker v bistvu je tako, če imam jaz tak odnos skrben, potem ga bo ekipa prevzela,
če imam jaz neskrben odnos, ga ekipa ne more prevzeti. Ker ne more, ker ga nima od kje. Tako pa če, saj sem prvi, ker pokažem, kaj je prav, pa kaj je meni pomemben in potem oni lahko šele razumejo, kaj je zares pomemben. Če pa jaz imam nek lahkoten in tak odnos do tega, pa tudi oni, zakaj bi ga pa oni prevzeli, od koga ga pa ne in zakaj ga ne. Saj sem jaz prvi na bojni črti, v dobrem in slabem. Tako da to je to, ja. A bi se opisal kot dobrega vodja? To ni vprašanje za mene. Po mojem, da sem ok, zaradi tega, ker pač en del ekipe, se pravi, je že z mano zelo, zelo dolg, zelo načelen sem. Se pravi, kar obljubim, vedno naredim in od drugih pričakujem to isto. In kdor ni tega sposoben, se ne ujamemo. Se res ne ujamemo. Kdor je pa to sposoben, se pa super ujamemo in super delamo skupaj in tako da to je to. Ja, zelo preprosto je. Tako, pač vsak mora vedeti, zakaj je nekje. Več nisi v službi zato, da si na telefonu, ampak si to, da delaš. Pa ga dovolim, da ga imajo, ampak ne želim zloraba. Pač tak stvari, nič drugega, drugače pa mislim, da sem ok. Ja. Bi mogli zaposlene vprašati. Ja, seveda, ni to vprašanje za mene. Ja. Ampak ja, verjetno si razmišljal o tem, kako biti dober vodja, pa glede na to, da si tudi kuharski samouk, verjetno si se tudi delo vodje naučil sam. Ja, vse to je problema. Se pravi, ko greš iz kuhne v obrtnika, je to velika razlika v številkah in v vodenju. Noben te nečesar naučil. Se pravi, ti se moraš sam učiti, po občutku delaš. Po občutku delaš v bistvu eno zelo pomembno stvar, pa nimaš pojma, kako je delati. In jaz sem se tako zelo, zelo spremenil. Jaz sem bil svoje cajte, tako kar takšen. Je bilo malo Remzija v meni, zdaj pa je tako načeloma, da tudi želim, da se čim več stvari zmenimo tako v mirnem tonu, resno tako pač ja. Ne vem, res lahko rečem, da sem se zelo, zelo spremenil. Čist drugačen sem, kot sem bil. Tudi drugi me tako dojemajo, seveda pač mislim, da imam svojo avtoriteto in to, pač če na stvar rečem, pač želim, da se to naredi in to lahko rečeš čisto v mirnem tonu, brez kakršnega koli in če se nekaj ne naredi, se upozoriš, da je tole ni v redu, dajmo tole naslednjič boljš in če naslednjič boljš, zakaj bi jaz kričal, Mislim, ni razloga. Pa če nekdo ne razume na besedo, da je to treba prav narediti, potem pač nismo za skupaj, Ja. Kričanje je čisto nepotrebna stvar. Ampak včasih tega nisem vedel. Z izkušnjami. Izkušnje so zelo pomembne. Ja. Kako je pa lokacija vplivala tudi na obisk, oziroma zdaj res so nekateri navajeni, da se vse dogaja okrog Ljubljane, ti si malo bolj oddaljen? Jaz mislim, da je restauracija kot je Pavos zelo v redu, če je izven Ljubljane. Zelo v redu je zaradi tega, ker vsak, ki pride do tebe, ve, da si mora čas vzeti. Se pravi, pri nas ta prehiter prehodni gost, ki bi za povrce nekaj povedal, nima kaj početi. Pač ne gre. In ko greš, je pa to dogodek. V bistvu mogoče še celo boš, ti se moraš, se malo zrihtaš, greš v avto, se odpeleš, pričakuješ, si tam, imaš pričakovanja, se tudi pri nas, mi tudi na tak način, pri nas večina ljudi ne naročuje hrane. Se pravi, samo povejo, koliko imajo časa, koliko hodov bi pojedli, vse ostalo nam prepustijo. In potem je tudi vsak hod konec kot neko tako odpiranje malega darila, veš, pa boš dobil okusa, vonja, vsega skupaj. Tako da v bistvu jaz mislim, da je to čisto ok. Fino je, če si zraven boljše kupne moči, to je res, mi smo na sredini Slovenije. Spravi, fino je, če si malo bližji Avstrija, pa Italija, pa tako naprej, ker imaš mogoče eno drugo klientelo bližji sebe. Zdaj zvezdica se nam malo poznamo, malo več gostov iz Avstrije, pa malo več iz Hrvaške in je krasno. Nekdo, ko se pripelje z Dunaja k nam na večerjo, itak da bo vzel to dolkmeni, itak da bo vzel vinsko spremljavo, v Laškem bo prespal in se mu posvetiš z vsem, kar lahko in znaš, tako da je v redu, ja. Me ne moti, da smo v Laškem, mi je v bistvu v redu. No pa se je res, če nekdo prije na tako izkušnjo, se tako vzame čas, ve, da se bo mogel nekam odpeljati, da ni to zdaj pri sosedu. Tako je. Tako da ja, verjamem, da pridejo z razlogom. Ja, ne jemljem to niti slučajno kot minus. Mogoče je bilo od začetka, ko smo delali še tudi drugačen način, ker nisem bili sam fine dining restauracija, ker smo imeli razno ponudbo. V tistem trenutku bi mogoče bilo fino, da si nekje bližji poslovnega sveta, pa ostalega sveta, zdaj mi je pa super, da smo tle. Ne bi menil.
Sem pa zasledila, da so te označili tudi z nazivom kulinarični divjak z dušo. Ja, to ne vem, odkje je prišel. To res ne vem, odkje je prišel. Sam se sigurno nisem nikoli tega naziva dal. Pa se pa kar paril, ne vem, sploh prav ne vem. Pa mi je ok, mi je v redu. Ja, ta divja hrana me spremlja že od začetka. Torej, sestavine iz gozda. Iz gozda, iz travnika. In to je baza naših okusov, ki jih pa še vedno poskušam speljati zelo elegantno. Te okusi so lahko zelo grobi, grenki, kisli in tako naprej. Tako da je res elegantno, ampak da je to tako več razmišljaš, če si v Laškem, moraš biti drugačen od ostalih. Ne? Se pravi, zdaj pa tudi jaz, pa ko hodiš po svetu, v bistvu sem spoznal, da je v bistvu to najbolj pomembna stvar, da ponudiš nekaj, kar drugi ne. Včasih smo imeli razne stvari in gosi jetri in take delikatese na meniju, pasnih pa večina dol umaknil, si je še to pa tam kakšno, se pravi, če prehaja z Jadranskega morja, še tudi te morske stvari vzamem, ko jih imam rad. Ampak po nočem moraš biti drugačno. Ne? Se pravi, jaz gosi jetra in kapasante in vse te stvari ne moram boljš pripraviti, kot tam, kot to raste. Francozi bo naredili boljše gosi jetra. Zakaj bi nekdo prišel v Laško, da bo jedel stvar, ki je drugje lahko boljša? Kdo pa zna juho skuhati iz 30 zelišč, iz travnika, ali pa iz gozdno juho, ali pa ne vem, vse te smreke in vse te stvari, ki uporabljam, teh pa ni veliko. Je v njih bistveno več. Se pravi, da najdeš svojo šporvo, pa povrh vsega, če te še to veseli, in si potem drugačen. In se tega zelo držimo, se zelo oklepamo in očitno je v redu. Pa misliš, da je koga kdaj tako malo zaskrbelo, pa ga morda celo odvrnilo, ker potem berejo, sestavine iz gozda, pa kaj bom jaz zdaj smreko tam jedel? Zagotovo, ja, sigurno. Mislim, jaz tako, klientela, ki nam hod, so res foodie, tako oni, ki res uživajo v hrani, oni, ki tako mi nismo na prvo žogo, tako zdaj, jaz ti dam tam najboljši file, brancina, pa gor tartufa narevam, to ni težko narediti, to lahko vsak si doma naredi, to je sposobno, vsaka pizzerija skoraj naredi, to je enostavna stvar, kupiš dobro sestavino in ne daš gor. Jaz mislim, da ko greš na takšno obrok, mora biti malo kompleksnosti, mora biti ponujeno nekaj več, kot pa samo to. Pa ni s tem nič narobe, jaz sem to rad, da ne bo pomote, ampak meni bolj všeč kompleksnost. Se pravi, da je nekaj več, da je nekaj dimenzija, da je neki wow efekt. To, če ti kakšna jed ni všeč, to je čisto legitimna stvar. Pri takih sestavinah, ampak nekakih vedno poskušamo zapakirati v tako formo, da je še vedno elegantno, prav elegantne stvari. Tako da to je to. Pač te enostavne bližnjice mi pa niso najbližji. Zato si pa drugačen od drugih. Ja. Kaj pa je najbolj bizarna stvar za nas? Mogoče ne za tebe, ampak da mi zdaj rečeš, to pošedla, pa bi se meni zdela najbolj bizarna. Kaj bi rekel? Jaz nam nikoli pozabil, imeli smo večer, tam je bil, se pravi, in smo imeli tematiko, tako nismo nobenega nič. In tako drobovino smo uporabljali in za sladico smo naredili sladoled iz krvi pa čokolade. In pri nobenem hodu pa gostom nismo naprej povedali, iz česa je, ampak smo dali liste, da so sami malo pisali, tako malo zabavno smo naredili. In potem pri sladici pridem do ene dame, pa ji rečem, pa ji povem, kaj je bilo. In tako prebledela, ne vem, po mojem, da glih to, da nisem klofute domov, ki je zvedla, iz časa je, da se je pa bila naprej naša gostja. Ampak takrat sem mislila, da mi je zamerila, da nikoli več ne bo. Se ne vem, če je bizarno, pač na koncu, ko pogledaš na sestavine, vidiš, da so pač sestavine take, kot so, dosti se ravnamo potem, da čim manj gre v odpad, se pravi, ful ne maram izrazov, zero waste in tako naprej, ker to je zlorabljeno vse, ampak res veliko porabimo od teh stvari, tako, da gledamo z nekega etičnega vidika na to, kar počnemo. In to je vse okoliško? Večina ne, vse ne gre. Pač, spet moramo biti pošteni. Slovenski kmet še ne more zagotoviti meni zelenjave celo leto, tisto, kar jaz rabim. Mesa, večina je slovenskega, ni vedno vse, raca ni slovenska, oziroma zelo majhni količini, ko je seveda imam rad in ne damo na meni, nekako poskušamo, da čim bližje dobimo vse stvari. Tako da večina delamo za sladkovodno ribo, to je vse naše. Morska riba, če je jadranska, je, če ne. In to. Dobra načela. Ja, nekako pač v to verjamem, to mislim, da je prav. Ja. A izhaja potem ta ljubezen tudi iz tega, da si odraščal v tistih koncih, verjetno si povezan z naravo?
Ja, z naravo sem bistveno manj povezan zdaj, kot bi si želel biti. To, koliko časa porabim za kuhno, prej pa koliko za ostale stvari. No, ta del mi v bistvu manjka najbolj. No. Recimo, zato si pa premalo časa vzamem, da sem v naravi in da sem. Evo, ta del mi manjka. Drugač pa seveda, jaz sem zrastel na kmetiji gor, v mali vasici z 4 hišami, 16 hektarji zemlje, tako da ja, mi je z domače krave in prašiči in kure in zajci in vse to smo mi imeli doma. Kaj pa dela žena? Žena pa v bistvu administracija. Jaz sem strašen nepisarniški človek, tudi nimam svojega računalnika. Zanimivo. Tiskar mi je telefon, tako da žena ta del upravlja, pa potem tudi prije kdaj pomaga, če je treba v strežbo ali pa kaj tazga. No. Tako da to je to, ja. Tisti del, ki pa mene res odbija, no. Ne moram biti v pisarni, tako to mi je muka, ko moram narediti stvari. Ja, to. Potem sta kar dobra kombinacija. Zaenkrat top, ja. Vse prije kdaj, ni vse tako. Ampak ja, generalno pa mislim, da res dobro skupaj funkcioniramo. No, Ja. To je zelo pomembno, ja. Če Ja. greš ravno v posel skupaj. Ja. So pa to težke trenutke, tako da vam zdaj rekel, da vse briljantno, pridejo težke trenutki. Imam jaz svoje želje, pričakovanja in potem včasih ne gre vse v takem tempu, kot bi si jaz želel in potem so seveda kakšne stvari, kdaj. Smo v bistvu, kar pri meni res cenim, je to, da imamo to razdeljeno, da ve, kdaj sem jaz direktor, pa kdaj sem mož, ne. Se pravi, ko sem direktor, pač se zaveda, da sem šef, ko pa sem mož, pa seveda ona šefica. Lepo si to povedal. Ja. Da bo vesela, če bo to ne poslušala. Ne, tako se pravi, mislim, da nama dobro gre. Ja. Tako da to je to, ja. Mislim, ker te vloge je treba znati razumeti, no, pač, da sem le jaz v firmi tisti, ki imam zadnjo besedo in pa pač tako je, ne. Se nekaj cajta dogovarjam, ampak na koncu, tako je tako. Mora biti od nekoga ta zadnja. No. Čeprav verjetno se nista ves čas skupaj, ne? Kje pa ful mal. Ja. Ona dela v bistvu od doma, dela doma, v bistvu niti nima v nobenem lokalu neke primerne pisarne, tako da zdaj ona dela doma, jaz sem pa večina dneva na poti, se pravi, ali sem v Luju, ali sem v Pausu, malo sem vmes doma na kosilu, tako pač je zelo dinamična. Tako da ona kuha kosilo? Ja, zdaj smo prišli na tako rutino, ko poskušam tako, da res se kosilo doma skupno, ne. Jaz vsak dan zajtrk pripravimo, ne. To je tako vedno, vsak dan jaz zajtrk pripravim, pa jaz grem, ona gre pač delati svoje, potem kosilo, ko pride sina domov iz šole, imamo skupno kosilo, pa jaz grem nazaj delati, ona tudi še kaj delati, on učiti in tako pač, nekje tako dinamika je, no. Ja. No, lepo, da vse ohranjate neko ta skupni ritual, kako bi temu rekla, ne? Ja, to je tako, pač mislim, da načeloma tudi vedno največ ob mizi zmenimo, no. Vse vemo, kako je tako, ne. Pa so pa telefoni, polne obveznosti, pa šola, pa vse skupaj. Pri mizi pa telefonov ni, tako načeloma ni telefonov in potem se pri mizi lahko največ zmeš, ne. Tako da tudi čez vikend, pa to, kaj je, imamo nekakšne to nam je res pomembna stvar, no. Ta kultura omizja in pojesti, spiti in se zmeniti. Ja. Se vrti veliko stvari okrog mize. Ja, vidim, ja. Ja. A imate doma tudi takšno veliko, lepo leseno mizo kot v Laluju? Ne še. Ne še? Je velika, sam ni tako lepa. Je pa že tako moram povedati, les je že nagledan, je že pripravljen in se suši in bo noro lepa in bo to isti delo, ki nam je v Laluju delo. Jernej, Slapšak. Lahko kdaj tudi z imenom omenim, ker je krasen. Mojster lesa in še česa drugega, tako da je že pripravljen tudi lep kos lesa za hnam domov. Ja. Ampak se še suši. Je žena odobrila? Je praktično. Ne, mi pusti. Tako sem načeloma te stvari prav v redu je, se obvladaš, vse si do zdaj dokazal, da obvladaš, tako da kar se tiče teh estetskih stvari, pa tako, vse se pomenim, ampak ja, načeloma je to, mi kar prepusti, no. Ja. Drugače pa imate s Katjo 2 otroka, ne? Ja. Ja, hčera stara 21, mislim, zdaj bo, sin pa 18. Ja, tako da to je to, že skoraj odrasla, tako da smo mi zdaj dali več fraj in je v redu. Super, ja. Ja, malo manj skrbi, malo manj njihovih obveznosti. Skrbi, tako mali otroci, male skrbi, velike otroci, velike skrbi. Ja, skrbi ni manj, dela pa bistveno manj. Ja. To pa res, ja. Tako da to je to.
Kako sta pa ona dva sprejela otroka, ta nenavaden delovnik, ko si v gostinstvu? Če smo zelo odkriti, nista imela veliko možnosti. Takrat sta bila še kar manjša. Seveda je to se treba zavedati, pač našega večina dela poteka, mi smo neobičajna družina in pač naš urnik ni običajen, večini je obrnen z vsemi ostalimi, s tem, da pač jaz sem vsak trenutek, ki sem ga imel, sem poskušal izkoristiti za njima, ker ni bil v delo, je bil za njima, tako da jaz moram tudi reči, da tako sem imel obdobje, ko sem se zelo malo družil s prijatelji in tako naprej. Zdaj se to malo popravlja, no? Zdaj to boš postaja ta najdržavna življenja, ampak jaz sem bila pa tako družina, pa del in to je to. Vse sem se dobivala s frendi, sem tega bilo zelo malo, ne. Tako da to je to, se pravi, res vsak trenutek, ki je bil, sem ga poskušal, da smo ga maksimalno intenzivno skupaj preživeli. Ja, pač tega sta se navadila, sej nekaj je pač tako pač je, ne. Sej ni, da je zdaj bolj slabše, ampak samo pač drugače, ne. Potem pa pač tisti trenutek, ko ga imaš, ga intenzivno preživiš, kvalitetno in je to. Ja. Ona dva kdaj preizkušata krožnike, ki jih narediš? Prvič? Ja. Ne. To je pa delo, ki ga opravljam v službi in to so sodelavci. Ja, tako pač ja, ne. Mislim, pač jaz doma poskušam službo popolnoma izolirati, pač malo ne gre zaradi tega, ker tako sem rekel, Katja dela od doma, ne. In potem imam zjutraj običajno, ko imam zajtrk pa kavo, pa to, da se zmenimo stvari, drugače pa jaz poskušam, ko grem ven iz okolja delovnega, da se ne pogovarjam več o službi. Tako, to mi je kar pomembno. Pač v nedeljo sploh nočem govoriti nič o ničemer. Vse stvari se lahko v ponedeljek zmenimo. Tako da poskušam zelo, zelo, zelo ločevati službo in Freizeit, ki ga mi grede zelo malo, in da še takrat v službi pogovarjamo, pa tako nima nobenega smisla več. Ja. Tako da jaz tle menico zelo poskušam držati skozi. Ja. Torej, nedelje imate frej. Ja. V drugih dnevih se pa verjetno vedno kaj najde, tudi če restauracija ni odprta. Itak, seveda, ja. To pa itak nikoli nisi fertik, ne. Ja. Ko delaš še zmeri, zato, če bi imel dan 48 ur, bi mogoče bliho okej. Mogoče okej, pa še to ne. Tako da ja, skratka zmeri, ja. To pač ni. Se pravi, to ti je lifestyle, se pač tako živiš, pač to sploh ni, jaz tako nimam, ne greš delati, tako v bistvu, niti ne greš delati, pač tako je, a ne. Če zjutraj, ko grem, je to delo, kaj gremo na bavo, tako mislim, cel kup imaš še nekaj stvari, ki jih moraš opraviti, ne, tam je nekje žarnica crknila, na je sklical nekoga, da bo v žarnici, to bi kar jaz naredil, ne. Ja. Dobro, se srečamo tudi ekipo, kdo to naredi na mest mene, mislim, tako da nam rekel, so krasni, pa seveda hišnika pokličeš vsak enkrat na mesec, da prije stvari zrihta tiste, ki jih pač jaz ne znam niti spreten, ampak cel kup je teh drobnih opravil, ne, ki jih moraš narediti, zdaj pa jemliš tukaj službo, ne vem, meni je to mešanca vsega. Ja, mislim, generalno pa je služba, ja. Imaš še kakšen tak cilj začrtan, ki ga želiš doseči? Čeprav na začetku si mi rekel, da si zdaj zelo zadovoljen, kjer si? Ja, imam. Malo manj delati. To je prva stvar. Druga stvar pa je tako, sem zdaj v bistvu na tej menici odločitve, kako in kaj naprej. Ne vem še. V bistvu sem zdaj tako na tej dost. Po eni strani sem še dosti mlada, da še lahko gremo naprej, po drugi strani smo že nekaj naredili, tako da tudi lahko se mogoče malo ustalim. Tako da pač v bistvu sem zdaj res na oni menici, ki ne vem čisto dobro. Ja, tako zelo iskreno, ja. Treba še malo premisliti, verjetno. V bistvu treba premisliti, ja, a si želim še več, a si želim mogoče malo manj. Kaj bi lahko bilo več? Imaš kakšno idejo? Ali... Ideje so. Ideje so, sam ne bi v njih. Ja, ideje so, seveda so. Ja. Tako, manjše in večje, tako. Ampak zdaj tako, ja, so, ja. Veš kaj, nikoli mi jih ne zmanjka. To je pa tako, da imam zmeri full idej, kaj bi še lahko. Tako da se treba včasih malo. V redu je, Marko, v redu je, se bo. Ja, zaustaviti. Ja, zato imam pa ženo, tako da v redu je, ni treba vse. Pa da te morda opomni, da si že veliko dosegel in... Ja, ampak to jaz minulo delo jemljem kot pač nekaj tazga. V bistvu, po eni strani ekstremno pomembno, ker pač veš, da si nekaj dosegel, da nekaj znaš narediti, po drugi strani pa tukaj ničemor ne pomaga, če ne vsak dan zares vzameš kot prvi dan, potem začnejo stvari doleti, ne. In pač vse, kar smo včeraj naredili, pa vse, kar smo do zdaj dobili, je mimo, ne, tega ni več.
Jaz moram vsak dan, ko prije nov gost, mora biti isto zadovoljen, oziroma še malo bolj kot zadnjič. In če malo misliš, da so lovorike kul in da si kaj naredil s tem, mislim, da se zelo motiš. Ne? Se pravi, to je to, tle smo naredili kljukico, to imamo, gremo naprej. Danes pridejo gostje, ki morajo biti zadovoljni. Ta mesec moramo to narediti, drug mesec moramo to narediti, letos moramo to narediti, naslednje leto moramo to narediti. V bistvu je še celo več, mora biti. Ne? V bistvu se take pa katelije malo večja, postaje ne manjša. Se ne konča, ta začaran krog. Ne, ja, res je. Se mi pa zdi, da si en tak lep pogled v svoje delo, v svoje dal zdaj tudi v nedavni epizodi v Masterchefu, kjer lahko gledalci vidijo, na kakšen način ti delaš z temi stvarmi iz gozda. Dve zadeve so zdaj bile, ki je bilo dosti prikazanega, je bilo tako zelo zanimivo. Se pravi, ta Masterchef je pokazal, pa tudi Riba Rac Rak, ki sem res prav hotel prikazati, kaj počnemo. Ne? Se pravi, da ljudje vejo, da zdaj niti ni bilo tako zelo predstavljeno tisto, ko so naši gosti so vedeli, drugače pa ne. In je tako, zdaj me ljudje na ulici ustavljajo in sprašujejo, pa to res. Veš tako, a to res iz bukovih listov se da kaj narediti, pa iz smrekovih veb, tako naprej, pa ja, res, ja. Ne? In zdaj bi tako gozdne stvari vsi jedali, ne? Tako je prav zabaven. Ampak ja, gre, to je res in res je, da nabiram, seveda imam pomoč tudi zunaj, ne delam vsega sam, ampak to je res, ja, to niso to bučence in moja zgodba pravličarska, ki bi nekaj nakladal, da delam drugače, ne, dejansko iz teh stvari mi kuhamo in delamo. Ja, res je zanimivo, zato je toliko ljudi in pač ne more dojeti. Ja, se pravi, več nabor teh trav je, mislim tako, če bi šla po travnko po gozdu, ne bi mogla verjeti, koliko stvari je za jesti. Ja, mislim, celo dobrih je, ne? Večina zelo dobrih, da ne govorimo o njihovi energijski, mineralni, vitaminski vrednosti, ki je neprimerljiva z vsem gojenim, okusi, ki so v bistvu ekstremno lokalni, pa večini ljudi nepoznanih. Ne? Ok, zdaj, če maža se je pršel, do bezga se je pršel, pa še kakšna stvar se znajde. Pri meni pa to, v bistvu, če imaš, mi je pač jaga uporabljam, ker je pač dobro, drugače pa je to še najmanj zanimiva rastlina, ne? Pa kopriva. Vse ostalo naprej gremo, ja? Ampak so pa seveda to tudi neka baza. Tako da kar zanimivo. Ja, res je. Ja. Tako, veliko teh rastlin, lahko rečem, da veliko teh rastlin poznam in jih tudi znam nekako uporabiti. In to si se sam naučil? Ne, kje pa? Iz knjig? Imel sem krasnega učitelja, res krasnega učitelja, žal je umrl, Dario Corteze. To je bil gospod, ki je bil izobražen in vedel, kaj je užitno, kaj ni užitno, kaj je stropeno, kaj ni stropeno. Napisal knjige, jaz sem začel z njegovimi knjigami, potem sem nekako uspel kontakt z njim vzpostaviti in potem sem vsak let šla v naravo, nabirala, raziskovala, on mi je povedal, kaj je. Pomembno je, zato ker on je gledal na te rastline iz prehranskega vidika, ne iz zdravilnega. Ne. Večina teh nabiralcev se ukvarja z zdravilstvom, to mene tukaj ne zanima, jaz pa prehrambena. In on je bil ta prehrambena špura in sem se od njega veliko naučil, zaradi tega, ker pač mi je razloženo. Gobe so mi še malo španska vas, teh ne obvladam, rastline pa kar tako, da on me davčno največ naučil, ne, da vem, kaj je v redu, pa kaj ni v redu. Ne. Potem pa seveda knjige in še seveda grem tudi zdaj naprej za tem, ampak tisto je bilo definitivno najbolj intenzivno obdobje, ko sem z njim skupaj delala. Ja. To je bilo najbolj pomembna stvar. Ja. Pri tej divji hrani je on pokazal mi večina teh rastlin. Pa verjetno tudi zelo dobra praksa, da je bil s tabo tam, da sta skupaj hodila. Ja, so se zjutraj dobila, smo šla v hosto, na travnik, nabirati, košaro, pa smo šla v kuhno, s tem skuhal, spila kako flašo 2 vina, spojedla, fajn je bilo, ja, luštno, prav zabavno je bilo. Par večerov smo skupaj zorganizirala teh kulinaričnih, ki so vedno deli zelo obiskani, zelo zanimivi ljudem. Tečaje smo delali skupaj, tako da smo počeli skupaj stvari, ja. Tako res smo se ujela. Ja, gospod, res ga, tako, moram reči, da ga pogrešam. Ja, seveda, če te veže taki lepi spomin. Ja. Uspešna zgodba v bistvu za tem. Ja. Tako da to je to, ja. Tega znanja največ od njega. Lepo. Sem te pa pred podcastom vprašala, kaj je kakšna takšna stvar, ko jo tebi ne vemo, ker se mi vsem zdi, da šefe poznamo po jedeh, potem s tem šovom
z različnimi šovi ste se nam malce približali, ampak še vseeno, ne, imate tudi svoje interese. In eden izmed teh je tudi kolesarjenje, pa potem motorist si mi povedal, da si. Tudi, ja. Ja, to so stvari, treba se zavedati, da jaz sem se z motorjem znal prej voziti, kot s kolesom. Pač s kmetije, to pač motor, 2 starejša brata imam, itak sta imela motorje in to je bilo meni tako najboljša stvar. In to se je seveda ohranilo. In to se je seveda ohranilo do današnjih dni, ker je to pač vir sprostitve in neke svobode ali kakorkoli. Kolesarstvo je tako mal povezano tudi z sinom, pa korona, kaj je bila takrat, pa se on začel nekaj s tem kolesarstvom ukvarjati, downhill, pa to pa seveda to pa je takoj pretegnilo, tako da smo se parkrat tudi vozila, tudi sem se padal, sem si roko zlomil sred poletja, ni bilo najbolj pametna ideja. Malo sem že starejši, tako da nisem več tak spreten, ko sem bil takrat pri 15, po 20, tako kot je on, ne. Hotel sem ga malo dohitevati, pa to, da bi jaz se vozil skupaj z njim, pa sem pa ugotovil, da to ni pametna ideja, da bom jaz svoj tempo, pa svojega. Tako da ja, te stvari me zanimajo. Mal adrenalin mi je blisno, tako, ja, tak. Ampak zdaj bolj zmeren, kot včasih, no, tako, definitivno. Ja. Tako da takrat, ko najdeš čas, se usedeš. Ja, da pač, ko združiš vse, ko si družinske obveznosti nekako naredi, ko si tako pač premali časa, no, tako da bi še več. Ja, vozil bi se še več in z biciklom in s kolesom in z motorjem bi se več vozil, ampak tudi road tripi z avtomobilom so mi super, žena smo jih veliko naredila že, pa po mojem, da jih še bova, tako pač rad se vozim. Potem greste na dopust z avtodomom? Enkrat smo si ga sposodili, sam smo rekli, da to ni nam pretirano všeč. Rajš v avto, pa tam nekje spiš, vsak dan druge, zdaj je to dosta enostavno z vsemi temi aplikacijami, ki ti najdejo sobo, je dosti bolj preprost, ker si dosti bolj mobilen, hitrejši, užitek v vožnji, več tako avtodom ni zabaven za vas. Avtodom je nek dvornak, jaz se rad vozim če gre v lepem avto, takem, ki se lepo pelje po cesti, ne, onem krpota vse. Tako da v avtodomu se nismo našli, no, tako rajš z avtomobilom in potem pač, ja, si najdeš prenočišče, tako je super, ja. Te stvari so nam zelo blizu. Hrvaška ali kakšne druge destinacije? Druge. Ja. Mislim, Hrvaška je polet za na morje, to je krasno, mi kampiramo in nam je ta način preživljanja dopusta krasen. V poletnem cajtu vse ostalo pa ne gremo na Hrvaško, vse ostalo pa pač tako. V Italiji smo bili res velikrat, Francija, ne vem, te stvari, potem pa, če gremo ven, pa tako, ne vem, Azija, Tajska, Vietnam, to krasne destinacije. Potem, ne vem, letos smo bili na Šrilanki, Mehika, tako pač take stvari, no. Ja, fajn. Tako da tudi tam, kar vzamemo, pogosto rentekar, pa se vozimo v točke. Nismo sami, vedno gremo v svoji režiji. Ta skupinski turizem še zaenkrat ne privlači. No. Tako, ja, smo radi, tako, otroka sta dosti v redu, nič ne komplicirate, ko gremo, vse vemo, to včasih spiš v res slabem prostoru, včasih je res naporno, veliko se voziš, stvari ne štimajo tako, no, ampak je do zdaj funkcioniramo noro, tako na teh dopustih je nam zelo zabavno. Potem ravno ta dobra volja, dobri spomini, dobra hrana prevladajo. Ja. Pa se na koncu spiš še najmanj na potovanje. Ja, samo včasih je bilo res kakšna taka soba, ker res ni bila primerna za nič. Tako, ja, ampak v redu, mislim, smo šli vse čez in je bilo super, top, ja. Ja, vse vrste izkušenj mora biti, ne? Ja, ne, tako pač je, se mi zdi, da to vse zapolne se one stvari, ki neki, tam, ko gre vse gladko, se niti ne zapolne stvari, ne, ko greš pa tako, kdaj, kje gre pa narobe, pa če ni nekega resnega, kar do zdaj še res, moram reči tako, da nismo še imeli nekih blazno slabih izkušenj, tiste si pa zelo zapolniš in pa se zmeraj spomniš, a veš, kako se nam je tam zgodilo, kako je bilo, kako so ščurki leteli po tleh in tako naprej. No. Se ni bilo takrat, ni bilo zabavno, sam zapolniš si pa polne. Ja, tako da to, ja. No, lepo. Sva prišla do zadnjega dela podcasta, kjer imamo kratka vprašanja za kratke odgovore. Okay. Ali si po naravi jutranja ali nočna ptica? Jutranja. Imaš kakšno sladko razvado? Po mojem, da ja. Kakšno va? Kaj si najraje privoščiš? Zaprav študiram, mislim, tako več res
Kaj posebej, kako kozarc vina mi je tako zelo blizu, pa ne vem, jutri na kavo, tako s prijatelji se dobimo, to mi je tako kar, pomemben. To mi je pomemben, tako. Pač debata ono ne v službi, ampak čisto drugih stvarih. Ja. A si takšna oseba, da obžaluješ za nazaj, ali misliš, da se je vse zgodilo z razlogom? Ne, nikoli ne obžalujem. Nič, tako prav nič. Tako se je zgodilo, tako je, gremo naprej popraviti, ne moramo, tako da jaz obžalovan, pa tega pa lahko rečem, da se sploh ne spomnim, če sem kdaj kaj. Pač tako je, to je to. Ja, ne gre za nazaj popravljati. Ali, ne, nisem tega mislila, čakaj, ena mi je zdaj všla, ponavadi imam skozi iste. Pa dobro, gremo kar na zadnjo. Kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejel, pa da se ga še danes spomniš, da se ti je res vtisnil spomin? Zdaj se ne vem, če sem spomnil, ampak izredno mi je lepo, ko ljudje doživijo čustveni odziv na hrano. Se pravi, da jim skoraj kdo bi že kdaj kako solzico potočil, pa ne rabi nič reči. Ampak tako, ko jih vidiš, da so srečni, ko je običajno, ker to se tudi nama že samo enkrat zgodilo, da smo imeli čustveni odziv na hrano, pa verjetno je bila mešanica zaljubljenosti in vsega in obiska restauracije. To je ful lepo, to je tako lepo. Drugače pa teh trenutkov je res veliko. No. Ljudje se res iskreno pohvalijo in ja, lepo. To je velik del našega poklica. To lahko rečem, da tako iskreno, tako lepo, tako so hvaležni za obisk. Mi smo tudi jaz ne moram tako njim pokazati, da sem res tako vesel, se res lepo pohvalil, tako neverjetno. No? To je res velik del našega poklica in plačila nam ta pohvala, iskrena pohvala gosta. To je tako lepo, pa te drug dan pokliče, pa se ti zahvalijo, pa spet pride, tako noro, ful lepo. To je noro lepo. Ja. Včasih je res lepo slišati, ne? Ja. In mi imamo srečo to, da to res veliko slišimo. To lahko rečem, ne? In to je kar takšno malo drogo, no. To je kar malo drogo, ja. Moram priznati. Ja. Pa vas žene naprej, ne? Ja, definitivno, ja. Definitivno. Pač reči, top, fajn smo to naredili, gremo naprej, imamo zdaj še malo boljš. Vedno si želim še vsaka stvar malo boljš narediti, ne? Tako, ja. Tako nikoli nisem čisto res zadovoljen. Mislim, tako redko kdaj. Včasih prije kakšna stvar, zdaj že to si rečem, ne, to je to, ne razvijamo več, včasih kakšna jeta, ne? Rečeš konc, ampak generalno gledano poskozi to bi še lahko, dajmo še to malo, dajmo še malo, to bi še lahko, ne. Tak pa sem po naravi, tako dajmo še malo. Ja, to. Hvala za tale klepet, sicer ob prazniško delici kave, ampak morda pa bo kdaj tudi polna. Hvala. Ja, hvala za vabilo. Bilo mi je zabavno, pa ja, seveda se vidimo ob polni skodelici.